Ob zaključku mednarodnega projekta Upravljanje z znano kovinski in elektroindustriji je na Gospodarski zbornici Slovenije 9. decembra 2013 potekala konferenca Kadri v industriji jutri. Namen konference je bil posredovati izsledke projekta slovenski strokovni javnosti na področju upravljanja s človeškimi viri, hkrati pa pridobiti povratne informacije in tako prispevati k boljšemu upravljanju znanja v podjetjih, boljšim izobraževalnim programom ter odgovornejši vlogi socialnih partnerjev. Ključne poudarke je uvodoma predstavila vodja projekta magistra Janja Petkovšek, direktorica GZS Združenja kovinske industrije. Slovenski kovinarji delamo na razvitih, zahtevnih globalnih trgih in kakršnokoli zaostajanje se pri poslovanju takoj pozna. Uspešno upravljanje veščin in znanja znotraj podjetja je tako postalo pomembna konkurenčna prednost. Od marca 2013 je bilo 109 slovenskih kovinskih podjetij ter podjetij iz elektronske in elektroindustrije vključenih v mednarodni projekt o upravljanju znanja NOMI – Knowledge Management. Cilji projekta so bili povečati zavedanje o potrebi po upravljanju veščin znanja med srednjimi in malimi podjetji in doseči njihovo boljše upravljanje, izboljšanje delovnih razmer, povečanje zaposljivosti in produktivnosti delavcev ob ohranjanju zdajšnjih delovnih mest ter povečati podporo socialnih partnerjev pri upravljanju industrijskih in demografskih sprememb. Na podlagi rezultatov ankete v vseh državah je bila izdelana analiza, kjer smo pogledali prednosti in slabosti pri upravljanju znanja v podjetjih. Na osnovi te analize je bil izdelan nabor dobrih praks, ki bo služil podjetjem kot pomoč pri razvoju njihovih lastnih orodij in njihovih lastnih metod za izboljšanje upravljanja veščin in znanja v njihovih delovnih okoljih. We are coming from Slovakia, from the Association of Electro Industry. We made the project NOMI with cooperation with Metal Processing Association among around 130 companies. The results was quite successful. They are similar to the international one. So now we are planning how to implement these results to the policies in our association to improve the work of our member companies. I'm coming from Latvia, Association of Mechanical Engineering. Actually, I'm very happy about this project. First of all, we have established new and very good contacts with colleagues from other countries. I think that's one of the results. Secondly, like in other countries, we did this survey in Latvia, so we got some new information about what's happening in our industry regarding skills and knowledge management. And also, I'm quite happy about the seminar we did in Latvia. It turned out very successful and interesting. So I think one of the most important outcomes of this project is that a lot of companies are now starting actually to think more about knowledge, think more about training of their employees and all these questions related to knowledge management. So I'm from Lithuania, from Lithuanian Engineering Industry Association Limpra. So we are the partners of this project, and what I can say about results, that first of all I was impressed that Lithuanian companies know about knowledge management, but they don't call it knowledge management. So it was great that they a little bit know about this, and also some companies interested in that, and we are working with them now implementing the results from a handbook to create the system which will be the first in Lithuania knowledge management. So I think project very successful, and I'm happy that I participated in that. I come from Germany, and we're a private university, and we are very glad to work in this project, because for us it was a very good possibility to have an insight into the praxis, to see what the companies are doing in that area. And the most relevant result of the project was a handbook where we could write down all the experiences we gathered and the companies gathered, and the result is very interesting for our students and the companies, so we spread it not only in our university but also in the sector. Ker smo danes po eni strani soočeni z veliko brezposelnostjo mladih in tudi starejših,
Po drugi strani pa v industrijskih podjetjih manjka kvalificirane, primerno usposobljene delovne sile, se temu problemu v evropskem prostoru v zadnjem času posveča vse več pozornosti. O francoskih izkušnjah je v predavanju z naslovom Medgeneracijska pogodba in prenos znanja spregovoril Gilles Lodolo iz UEM, ki se je na konferenco povezal preko videokonferenčnega sistema. V nadaljevanju so bili predstavljeni 4 primeri dobrih praks. Ludvik Kaškrc, ravnatelj Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje, je spregovoril o novih trajnostnih poklicih oziroma profilih in pristopih v izobraževalnem sistemu. Projektno delo je pravzaprav ena velika zadeva, en velik kompleks, ki smo ga mi pripravili kar eno celo leto, da smo ga sploh lahko začeli implementirati. V glavnem, mi smo se morali začeti ukvarjati s tem, da delamo na realnih stvareh. In ne samo na realnih, predvsem pa v uporabnih zadevščinah. Uporabne stvari narediti pri tem, da dajo idejo in učitelji in dijaki, pa če je treba tudi delodajalci, je treba res temeljito pripraviti in sicer v sinergiji, bomo rekel, splošnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega dela strokovnih modulov in kot sem posledično rekel tudi delodajalcev. Tako da izdelek, ki pride ven, mora biti profesionalno, namensko uporabljen tisti stvari, za kar je padla odločitev, da se bo izdeloval. Recimo, čist konkreten primer, naši dijaki v programu Mehatronik operater, to je nivo poklicnega 3-letnega izobraževanja, izdelujejo kot projektni izdelek didaktično napravo, ki simulira realni proizvodni proces. Popolnoma enako deluje, samo da je v miniaturi. To so tako imenovane MPS postaje in ko zložite vi več MPS namenskih postaj skupaj, nastaja proizvodna linija. To je projektno delo. Špela Mulej-Furlan, vodja splošnega in kadrovskega sektorja v Intralightingu, je prikazala prenašanje znanja v dobaviteljski verigi in v lokalnem okolju. Tu pridobivamo znanje na različne načine. Pomagamo se z izobraževalnimi institucijami, z univerzami, imamo mentorstvo, e-učenje za potrebe informacijskega sistema in tudi kroženje zaposlenih, s katerim zagotavljamo fleksibilnost. Zelo dosti znanja dobimo pri samih dobaviteljih, predvsem so to tuji dobavitelji, ki imajo že dolgoletne izkušnje, zelo specializirana znanja. Samostojna podjetnica magistra Darja Sušnik je na primerih 2 podjetij pokazala, kako ustvarjati, posodabljati in ohranjati znanje znotraj podjetja. V teh primerih morajo biti v podjetjih posebej pozorni na delavca. Torej, razmisliti morajo o tem, kako bojo novosti in spremembe načina dela, spremembe razmišljanja implementirali v delavsko bazo med ljudi do te mere, da bojo delavci oziroma zaposleni te spremembe tudi ponotranjili in jih izvajali. Davorin Majkus, višji svetovalec za področje mehatronike v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, pa je govoril o socialnih partnerjih kot partnerjih pri poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju. Praktično usposabljanje pri delodajalcu je novost v izobraževalnih programih, veliko več ga je, kot je bilo v prejšnjih, in največja težava je pri zagotavljanju učnih mest, na katerih se izobražujejo dijaki oziroma usposabljajo dijaki. Zelo različno je od okolja, zelo različno je od stanja industrije oziroma obrti v različnih okoljih, ponekod imajo manj težav, ponekod imajo več. So pa šole, glede na to, da so avtonomne pri oblikovanju izvedbenih kurikulumov, zelo lahko, zelo odzivne tudi na potrebe gospodarstva in lahko zagotovijo udeležbo dijakov na usposabljanju, praktičnem usposabljanju z delom tudi takrat, ko to gospodarstvu najbolj ustreza. Želeli pa bi si, da bi gospodarstvo bilo bolj odzivno, da bi zagotovili več učnih mest za dijake. Kar se tiče odprtega kurikuluma, je to eden od inštrumentov, s katerim lahko zagotovimo hitro odzivnost na potrebe gospodarstva. Namreč poklici se spreminjajo, pojavljajo se nove specifične
nova specifična področja dela in glede na to, da je šola avtonomna pri oblikovanju skoraj četrtine izobraževalnega programa v tistem strokovnem delu, lahko skupaj z gospodarstvom, tam kjer so potrebe, hitro odreagira, pripravi take strokovne module, ki bodo odgovor na potrebe gospodarstva. Priporočila projekta upravljanja znanja v kovinski in elektroindustriji je predstavil direktor GZS Zbornice elektronske in elektroindustrije Janez Renko. Priporočila so zbrana v knjižici, ki je dejansko namenjena praktični uporabi, se pravi nekakšen priročnik, zato da se podjetja lahko zelo enostavno in pospešeno, če smem reči, lotijo tistega, kar projekt pravzaprav nosi ime upravljanja znanja v podjetjih. Namreč v samem projektu smo ugotovili, da te aktivnosti, se pravi, kako ugotoviti, katera znanja imajo v podjetjih, kam podjetje gre kot gospodarski subjekt, kakšna znanja še potrebuje, katera znanja mora ohraniti, katera znanja mora zavarovati, da se z odhodi v penzijo ne izgubijo. To je v teh priporočilih po korakih v praktičnih, tudi s praktičnimi primeri prikazano. Kje bodo ta priporočila na voljo? Priporočila so na voljo v tiskani obliki, pa tudi na spletnih straneh projekta v elektronski obliki, kjer si jih bodo podjetja lahko shranila in upamo tudi uporabila. Priporočila so dejansko napisana v kratki obliki, z jasnimi priporočili, odgovori, vprašanja, z postopki, ki so lahko razumljivi, brez velikih teorij in metodologij, preprosto zato, da jih razumejo ljudje, ki se s tem ukvarjajo in jih lahko tudi konkretno uporabijo. Konferenca se je zaključila z okroglo mizo, ki so jo organizatorji dali naslov Pozitivne izkušnje kadrovske in plačne politike do naložb v znanje. Na njej so sodelovali Lidija Jerkič, predsednika Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije, Damjana Košir, generalna direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Anton Ploštajner, direktor kadrovskih in splošnih zadev v podjetju BSH Hišni aparati in Davorin Vidrih, vodja področja ravnanja z ljudmi v podjetju Letrika. Pogovor je moderirala Barbara Kranc, direktorica in ravnateljica Centra za poslovno usposabljanje. Ugotovili smo, da imamo pri nas že kar nekaj dobrih praks sistemov upravljanja z znanjem. Pripadajo velikim podjetjem, praviloma takim, ki imajo izkušnje tudi s korporacijami, torej sodelovanjem s tujimi partnerji, ampak vendarle so jih zelo pripravljeni širiti tudi v slovenskem prostoru, kar nas izjemno veseli. Druga taka pomembna ugotovitev je, da mora za sistemi sprememb in pa za upravljanje z znanjem stati vedno management, torej vodstvo, ki mora zelo natančno definirati cilje, postaviti strategijo posameznega podjetja in to je osnovni pogoj za to, da lahko začnejo ugotavljati, kakšna znanja potrebuje posamezniki, kakšna znanja potrebuje podjetje kot celoti in seveda potem tudi o poteh, kako bodo do znanja prišli, ga beležili, aktualizirali in z njim upravljali v najširšem smislu. Ugotovili smo tudi, da imamo veliko inštitucij razvitih, da imamo v izobraževalnem sistemu odprta vrata za sodelovanje, da imamo medpodjetniške izobraževalne centre, ki vse bolj uspešno dopolnjujejo manko izobraževalnih programov, tu se predvsem velja za mlade. Še vedno pa moramo veliko narediti o tem, kakšna so v resnici temeljna znanja, ki bodo popotnica mladim za to, da se bodo lahko izobraževali vnaprej. Tu mislimo tako za strokovna, teoretična, tehnološka znanja, naravoslovna in seveda tudi znanja, ki jih nujno temu danes sledijo, torej uporabljanje informacijskih tehnologij, učenja, pripravljenost za nadaljne učenje, reševanje problemov,
timsko delo in seveda tudi projektni način dela. To so temeljne veščine, ki jih moramo pravzaprav gojiti že prav od mladih nog, da ne rečem kar v družini. Konference se je udeležilo okrog 90 vodilnih kadrovskih delavcev iz kovinske, elektro in druge industrije, izvajalcev srednjega, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter sindikalnih delavcev na področju izobraževanja in kadrov. Kakšna je vaša ocena današnjega dogodka? Ja, kot predstavnik organizacijskega in programskega odbora obenem moram reči, da ocenjujem, da smo izbrali dober program. To dokazuje udeležba, zanimanje, tudi aktivna debata. Sploh me pa veseli procent udeležbe z industrije, namreč iz industrije je bil udeleženih več kot 1/3, kar je dosti dober odstotek, namreč ljudje, kadroviki in sploh tisti, ki se ukvarjajo v manjših podjetjih s kadrovskimi vprašanji, imajo bistveno manj časa kot pa drugi, ki delajo po ustanovah.